Prehajamo na drugo točko. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta rekonstrukcija in prezidava PŠ Gost. Dokument identifikacijskega projekta je objavljen v gradivu številka 17, predlagatelj je župan, poročevalci pa Katarina Vegelj. Katarina, izvoli. Ja, lep pozdrav vsem. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje načrtuje najkasneje v mesecu juliju objaviti razpis za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo za obdobje sofinanciranja od leta 2026 do 2029. Predvidoma bo občina na tem razpisu lahko kandidirala z enim projektom. Kot določa uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, je treba pred izvajanjem projekta pripraviti in strani investitorja potrditi ustrezno investicijsko dokumentacijo, in sicer glede na višino investicije. Ocenjena vrednost rekonstrukcije in prizidave PŠ Gost znaša dobrih 900 000 evrov z DDV, kar pomeni, da je za projekt potrebno pripraviti dokument identifikacije projekta in pa investicijski program. V letu 2022 je občina Kamnik pridobila projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo obstoječe stavbe PŠ Gost, prav tako je pridobila poročilo ZRMK o statični presoji šolskega objekta. DGD dokumentacija in PZI projekt s popisi del je izdelala projektantka Irena Pavlič, gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo prizidavo novega vetrolova in spremembo namembnosti PŠ Gost je občina pridobila v začetku leta 2023, gradbeno dovoljenje velja do leta 2028, se pravi 5 let po izdaji. Prvotna namenska raba obstoječe stavbe je bila delno opredeljena kot stanovanjska stavba, sedaj se je namembnost v celoti spremenila v stavbo za izobraževanje. Objekt je zasnovan na način, da se v primeru izkazanih potreb po dodatnih kapacitetah predšolskega varstva na predmetnem območju lahko v objekt umesti prostor enote vrtca. Zdaj, če sam malo predstavim, kaj vse ne bi se na objektu renovirali oziroma rekonstruirali. Stavba se delno rekonstruira, izvede se statična ojačitev stropne konstrukcije nad pritličjem. Po rekonstrukciji objekta bo spremenjena zasnova in raba posameznih prostorov v objektu. V celoti se uredijo in sanirajo kletni prostori, v pritličju se na novo izvede vetrolov, sanitarije za dečke in deklice ter zaposlene, na novo uredi 2 garderobi in 2 predprostora, prostor za čistila uredi novo telovadnico oziroma večnamenski prostor, razdelilno kuhinjo, kabinet in učilnico. V mansardi bodo na novo urejeni knjižnica, hodnik, sanitarije za dečke, deklice ter zaposlene, 2 učilnici in zbornica oziroma kabinet. Izvedena bo preureditev telekomunikacijskega priključka, prav tako bodo v celoti zamenjane elektro- in strojne inštalacije. Stavba bo s tem v celoti energetsko sanirana, z rekonstrukcijo se bodo izvedli ukrepi za sanacijo oziroma zaustavitev kapilarne vlage, ki je v obstoječi stavbi velik problem. V okviru rekonstrukcije in energetske sanacije toplotnega uvoja stavbe se izvede tudi zamenjava strehe in komplet ostrešja ter zamenjava energenta, ter zamenja energent za ogrevanje stavbe, in sicer je predvideno ogrevanje na lesno biomaso oziroma na pelete. Začetek izvajanja projekta je predviden v začetku leta 2027. Hvala. Hvala lepa, Katarina, za uvodno obrazložitev. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ja. Besedo ima Duško Papež. Duško, izvoli. Ja, hvala za besedo in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Moram reči, da sem zelo zadovoljen iz tole, da se končno enkrat tudi v Črni nekaj začne dogajati. Kot sami veste, je bilo to res potrebno obnoviti, ampak kad sem jaz tole malo gledal, pa preračunaval, pa mislim, da iz prakse, mislim, da imam že kar malo, da je to kar en velik strošek. Tudi če bi, na primer, šli v novo gradnjo, bi bilo po moje strošek tam nekje, no. Tako da, pa novo bi bilo, a ne. Tako to rekonstrukcijo, ta je res vlažna, je res potrebna obnove, ampak če bi se pač to
enostaven podarili pa naredili novo in mislim, da bi bilo hitrejši in finančno, da bi tam nekje bili na isti ceni. To malo v razmislek. Hvala lepa. A ja, še to. Moram pa še, kar se pa tudi vem, da se že dogaja, samo da upozorim, da dostop do osnovne šole je pa tudi problematičen. Ne? To so se pa tudi že pogovarjali glede varne poti do osnovne šole. Hvala. Hvala lepa, Duško. Besedo predajam Aleksandru Ušiču. Sandi, izvoli. Ja, hvala za besedo. V bistvu se bom navezal na Dušana, ne bom ponavljal, ker zdaj dilema v prejšnjem mandatu je bila prenova ali novogradnja. Lokalna skupnost je zagovarjala novogradnjo, ker pozna to stavbo. Kdo je sprejel odločitev, da je to prenova, verjetno vemo, predlagatelj, ker kolikor sem jaz seznanjen, s krajevno skupnostjo Črna v kontaktu niso bili, ta zadeva ni bila predstavljena, niti niso dali, tudi iz gradiva vidimo, da ni nekega njihovega stališča do tega. Tistim, ki ste prebrali gradivo v celoti, se upravičujem, ampak ponovil bom par dejstev, ki sam potrjujejo to, kar je že Dušan povedal. Obstoječa stavba Požgost je starejšega datuma. Zgrajena je bila leta 1948. Zadnja obnova pa izvedena leta 1992. Poleg tega so bila na stavbi izvedena posamezna redna vzdrževalna dela, naprimer menjava žlebov. Stavba je bila poškodovana v neurju julija leta 2008, ko je bilo izrazito prizadeto naselje Gost. Največ škode je utrpela streha, ki pa je bila le zakrpana in ne celovito prenovljena. In pol še eni detajli, ki dajo dodaten razmislek. Konstrukcija objekta je zidana. Pritličje in mansarda sta pozidana s klasično opeko, ki je obojestransko ometana. Debelina obodnih sten znaša v povprečju 38 cm. Material sten v kleti ni znan, zato ga bo treba določiti s sondažnimi pregledi. Stropna konstrukcija nad kleto je armirana betonska plošča, nad pritličjem je stropna konstrukcija lesena. Streha je klasična dvokapnica z dvema malima frčadama za osvetlitev posameznih prostorov v mansardi. Strop proti podstrešju je lesen, ometan, omet na trstiko. Finalni tlaki so različni. V kleti je betonski tlak delno navrtan na posameznih delih zaradi zagotovitve odtekanja vode, ki je vdrla v stavbo. Ne bom nadaljeval, ker mislim, da so to dejstva, ki dajo misliti vsakmo, ki je daj karkoli doma delal. Ko je stavba enkrat vlažna do te mere in take iz leta 1948, ne vem, katera energetska sanacija bo to še popravila. Mogoče se motim, mogoče je zdaj stroka toliko napredvala, da to vse naredi. Ima pa ta DIP en problem, ne. Primerja varianto brez investicije in varianto z investicijo. Mislim, da bi mogel primerjati varianto z novogradnjo pa varianto z obnovo in pol bi tukaj mi brez problema se odločali. Če pa kdo misli, da bo tole vse, kar je za narediti tam gor za milijon naredil ob teh cenah na trgu, pa kapo dol. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Karli Urh. Karla, izvoli. Hvala za besedo in lep pozdrav tudi v mojem imenu. No, jaz moram reči, da vse tole, kar sem slišala zdajle, sem imela v mislih tudi jaz, ampak bom nadaljevala naprej. Veste, jaz sem vsaj 30 let se vozila enkrat na teden na to podružnično šolo. Sicer sem imela samo 3 ure, ker sem pač glasbenica, ne? Ampak jaz vam povem, da hiša kot taka je škodljiva zdravju, ker je polna plesni in zdaj še ob tem, ko je hiša in pa zemljina napita, ker ta vdor vlage in te vode, ki je prišla z neurjem, se še ni odmaknil in se kmalu ne bo, ker spodaj je ta zemljina, ki je zbita, ki je zdaj napita in tega se ne bo rešil kar tako in to bo ostalo v hiši. Sej, če greš v samo stavbo ali pa v šolo, je še kar nekako, ampak že zunaj se vidi, kako po steni vleče vlago iz kleti. V kleti je pa groza, strah. A veste, jaz sem bila tudi v kleti, ker sem morala kakšno stvar odnesti dol.
V glavnem, moje mnenje, tudi zaradi vseh teh, bom rekla, težav stare gradnje, kamnov v tisti betonski, rekla, steni, to vse vleče, to sploh tega ne moreš posušiti, mislim. Jaz res ne vidim. Škoda, no, škoda, zato sem že zadnjič na kolegiju tudi rekla, pa na odboru za proračun, da meni se zdi škoda vsakega denarja za obnovo in pa rekonstrukcijo nečesa. Noter v žarišču bo pa še kar vlago vlekel in še kar bo šla po stenah in jo ne moreš ustaviti, razen če, ne vem, prerežeš, daš izolacijo, ampak to so pa tako dragi postopki, da verjetno, da bi bilo ceneje, če se lotimo in naredimo res za naše otroke eno tako zdravo in primerno okolje z novo šolo. Me pa veseli, ker sem že večkrat rekla, da se je pristopilo k temu, da se bo šolo rešilo in pa naredilo, ker večkrat sem rekla, da če se šola zapre enkrat, je kraj umrl. In v tem delu moram reči, da se je, hvala Bogu, veliko novih hiš zgradil, Gozd je kar precej pozidan in tudi okolica, čeprav se vmes dogodijo še kakšni žalostni trenutki in pa nezgode oziroma ujme, je pa v resnici pripadnost ljudi. A veste, ko je ena stvar ob novem letu, pride in je učilnica nabasano polna staršev, okoličanov, mame, ati pridejo in to je edino druženje, ki je še. Pa dan žena, pa ob državnem prazniku 25. junija, pa še kdaj, ampak to je res edina povezava. A si zamislite, da ljudje hodimo drug mimo drugega in smo tujci. Pa živimo skupaj, pa smo tujci. Se nimamo več kje družiti. In če še to zapremo in ne poskrbimo, da se v bistvu res stvar izdela na en tak, ta prav način, jaz mislim, da najcenejši bi bil z novogradnjo. Ker ne bomo te plesni in te vlage rešili. Jaz vam povem, da, ne vem, jaz sem bila velikokrat, poleg tega ogrevanje, me zelo nekako, kako naj rečem, skrbi na pelete oziroma na sekance. Ja, pol bo moral hišnik biti gor. Mislim, a veste, mi smo zdaj sam na gumb pritisnili učiteljice, pa je to bilo. Zdaj to ne bo tako, če bo še ogrevanje drugačno, pa druga peč, pa ne vem, pa se je bila komaj pred parimi leti nova. Glejte, mislim, pristop bo treba narediti racionalen, resno, mislim. Škoda nekako preveč denarja vtikati spet, da samo pokrpamo tisto, rekla, najosnovnejšo stvar, ampak spodaj pa še vedno tli in je slabo. Toliko v razmislek in res, drugače pa pozdravljam to zadevo, samo predlog. A veste, jaz sem bila na veliko teh manjših šolah, kot sem vam rekla, tudi tam 150 otrok, pa 2 oddelka vrtca, pa je bila cena, ampak, glejte, 150 otrok, pa 2 oddelka vrtca. Malo večje kot pa tole zdaj, kar je za tole. Pa sem prepričana, da bo to v resnici še enkrat toliko, ko bo stvar končana. Ker ure, ki jih opravljajo mojstri, ki pridejo, so zlate. Jaz ne vem druga. Hvala lepa. Hvala lepa. Jaz bi besedo predal Katarini, da poda odgovore. Katarina, izvoli. Ja, zdaj, glede na to, tako kot sem že povedala, v letu 2022 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo. Zato je bila pridobljena projektna dokumentacija s popisi del in na podlagi zagotovila projektantke smo se pač, objekt bo praktično nov. Projektantka je zagotovila, da če se vse to izvede, kar se more pač izvesti v skladu s to projektno dokumentacijo, da bo objekt nov, primeren za izvajanje pouka. Ker zdaj vsi točno vemo, da ni. Čez 2 meseca bo objavljen razpis. Postopki za pridobitev nove projektne dokumentacije, novega gradbenega dovoljenja, vemo, koliko časa trajajo. Se pravi, a veste, jaz pač stroki zaupam, če je to projektantka zagotovila, da bo s tem projekt ustrezno saniran, da bomo, ne vem, vlago odpravili, da bomo prostore uredili tako, kot se zagre.
Mislim. Ta rešitev je bila pač sprejeta. Pridobili smo gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo. Razpis za sofinanciranje je pa, tako kot sem rekla, čez 2 meseca bo objavljen in to je za obdobje od 2026 do 2029. Kar pomeni, da še en naslednji mandat pač tega razpisa strani ministrstva ne bo in bo mogla občina zagotoviti sredstva v celoti sama. Občinska uprava bo pač to zagovarjala, tako kot je bilo pač odločeno in je to. Se gre pač v rekonstrukcijo in jaz verjamem, da bo objekt pač narejen tako, kot mora biti saniran. Ok, hvala lepa. Jaz bi mogoče še en kanček svojega mišljenja podal. Vsi vemo, da je bilo v Dolini Črne 4.8. najhuj. Tisti, ki se zdajle ta moment pele od Sandija naprej gor, a pa lahko rečemo od Strajn do Črnevca, tisti, ki lahko reče gor, da ni bilo nič narejenega, pa da ni, tisti laže sam sebi. Jaz mislim, da smo ogromno naredili, nenormalno veliko, iz pomočjo direkcije, občina je ogromno denarja svojega gor vložila, se pa strinjam, da ta šola, odkar sem jaz tukaj svetnik, jo že skozi poslušam in vem, moj oče je hodil gor v šolo, pa je veliko preživel, pa je še kar živ, upam, da še dele. Kot vsi veste, se pa strinjam, da so cene nenormalno velike. In zdaj, če jaz zaupam občinski upravi, če so to pripravili, ta DIP, bi vas pozval pa prosil, da to potrdimo, ker če gremo na karkoli, kot je rekla Katarina, drugega se nam spet poderajo vse karte. In bo spet čez 3-4 seje, a pa čez en let nismo naredili na Poš gozd nič. Tako da jaz predlagam, pa vas pozivam, da ta DIP podpremo. Hvala lepa. Še kdo? Alenka, izvoli besedo. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Glede na to, kar poslušamo zdaj, se strinjam z vsemi predhodniki, ampak vsi tisti, ki smo bili svetniki v prejšnjem mandatu, jaz sicer ne vem, zakaj je bilo na razpis dano rekonstrukcija, če smo se v prejšnji sestavi občinskega sveta strinjali, da je šola dotrajana in da se gre v novo gradnjo. Ne gre se tukaj za zaupanje pa nezaupanje. Tako kot si tudi ti rekel, o šoli na Gojzdu se pogovarjamo že kar precej časa, proračunska postavka je bilo od 5.000 evrov do 30.000 evrov na postavki, na kar smo opozarjali, ampak se pravi, ne vem, zakaj glede na dogajanje v prejšnjem mandatu, kjer so bile vse te zadeve jasne, da je šola stara, da je dotrajana in hkrati, da je središče kraja in je nujno potrebno, da obstane, in je bilo, kot se jaz imam v spominu, da naj bi se šola praktično gradila na novo, ker je to ceneje in bolje. Ne glede na to, če projektant zagovarja, ampak tako kot je rekel Dušan, tako kot je rekel Sandi in tako kot prav Karla, šolo bomo obnovili, ampak še zmeraj bo to stara zgradba. Zakaj je pa do tega prišlo, da ni obnova in rekonstrukcija, pa verjetno ve občinska uprava. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Aleksandru Užiču. Sandi, izvoli. Ja, hvala za besedo. Da razrešimo to dilemo, no, da o glasovanju. Jaz bom ta DIP podprl, ne glede na to, da se v celoti ne strinjam s tem, ne, ker podal sem svoje mnenje. Vezano ravno na to, kar je kolegica Alenka omenila. V prejšnjem mandatu smo se pogovarjali tukaj na sejah občinskega sveta o tem, ampak še enkrat, vemo, kdo je sprejel odločitev, da je za Črno dovolj rekonstrukcija, ne novogradnja. Naročnik tega. In samo upam, da bo razpis res zunaj glede na situacijo v državnem proračunu in da bo prijava uspešna in da bo potem izvedeno res v teh številkah. Če ne bo, se bomo pa pol verjetno spet na eni seji pogovarjali, ko bo Sandi za nazaj kaj vprašal. Ampak
to vztrajanje posameznika pri svojih odločitvah, pa pri svojem prav, edinem prav, Kamnik napelje v pravo smer. In zato smo mi tukaj, da take stvari predebatiramo in kdaj mogoče tudi kaj ustavimo. Tukaj smo žal prepozni, seveda. Tukaj bilo zdaj neumno glasovati proti, ker bomo s tem zamudili razpis in eno od variant. Ampak če ne bo razpisa slučajno, imamo pa en dodaten čas za razmislek, da se vključi lokalna skupnost, se jih povpraša ljudi gor, ki malo bolj poznajo tiste stene kot jaz, tudi verjeten mrsi kdo bolj kot Karla, pa verjamem, da je vse tako, kot je rekla, ampak kdor je bil v tej stavbi, ve, da iz te stavbe ne moreš nove narediti. Lahko bo obnovljena, kvalitetno obnovljena, ampak 1948 je svoja letnica in to je to. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Karli Urh. Karla, izvoli. No, tudi jaz bi mogoče ravno tako rekla, ne. Hiša je stara, hiša smo jo že nekajkrat malo ličili, pa obnavljali, pa je še vedno pokazala zobe, še vedno je vlaga začela lesti stavb, pa je bila obnova in ni bilo nič, je bilo lepo, novo, mislim. A veste, jaz se sama zase nikoli ne bi odločila, da obnavljam na tak način. Kot sem pa rekla, pozdravljam zadevo, da bo, pa ne, nisem nikoli rekla, ali pa tudi mislim, da govorci pred mano, da ni bilo nič narejenega. Res je bilo ogromno narejenega. Ogromno. Ob vsem tem, kar se je zgodilo v dolini gor, je bilo res nenormalno veliko narejenega. Ampak zdaj smo pred eno tako res veliko odločitvijo. Je pa tako, ne vem, tudi pisno zagotovilo me ne prepriča, da bo to res tako, kot je treba. Mislim, a veste, vse te stvari stare, ki so se na tak način obnavljali, jaz ne vem, kako bi to lahko se še nekako rešili. Vse rekonstrukcija, če je v istih gabaritih, ne vem, da ne bi bilo, da se v bistvu tudi tiste spodnje prostore, iz katerih bo vel vlago vlekel ven do nezavesti. Dokler ne bo to sanirano in škopano stran, vam povem, tudi če bajta gor ostane spodaj, tisto, kar je problem. To je najhujši problem, a ne. Zato drugače pa nisem proti temu, da se razume, vendar razmislek vnaprej, da v bistvu res pristopimo k temu, tako da se sanira spodnji problem. Material in pa včasih tisti stari material, ki je napit, ki vleče in pa, saj veste, ko po stenah vleče, ne moreš ustaviti. In tudi, če zdaj naredimo od kletnih prostorov, katerih, kot je napisano v gradivu, se ne bomo dotikali. To je največji problem. Za mene osebno. In jaz ne vem, to premislite še enkrat, ker mene ne morete prepričati, da bo tam vse drugo se bo lahko naredil, tudi nova fasada gor, tudi novi stropi, nove te obloge in tako naprej. Ampak iz stavb bo še vedno vlekel. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Alešu Lipičniku. Aleš, izvoli. Glejte, mogoče komu ne bo všeč, ampak mi dejansko smo nagnjeni k temu, da zelo radi podiramo pa na novo gradimo. Tako da jaz sem bil veliko, pa se nočem hvaliti, ampak veliko sem bil v Angliji, pa tudi v zahodnem delu Amerike, kjer imajo eno, rekel, zelo težko kakšno bajto podrejo, bom drugače povedal, ampak se ogromno stvari obnavlja. Tako da na koncu je stvar po moji presoji, kljub vsemu v malenkostih, tako kot vedno tam, ko imamo težave. Ker pomeni, a smo izvedeli obnovo tako, kot je treba, res kvalitetno, in ali imamo, to je vprašanje za gospodom, ali imamo zagotovilo izvajalca, da je hidroizolacija narejena, da bo hidroizolacija po tistem, ko bo obnova izvedena, da bo ta stvar taka, da ne bo več vlekla vode. Se pravi, z drugimi besedami, jaz sem načeloma, se pravim, tako kot sem prej povedal, jaz mislim, da mi veliko prehitro podremo bajto, pa novo gremo delati,
saj glede na ostali civiliziran zahoden svet. Oni so veliko manj radikalni pri tem. Je pa seveda še enkrat problem v podrobnostih. In recimo tisto, kar meni zanima, a je zdaj pri tej obnovi, so kakšni pogoji, so garancije, da 10 let ne bomo videli plesni v teh prostorih. Imamo garancijo, da bo, ne vem, vse tisto, kar ta trenutek je problem, se pravi, ni problem, kaj naredimo, problem je, kako naredimo. In če pošlampamo, pa nam nič ne pomaga, ker bomo tudi novo naredili lahko lih toliko šlampasto, ki je bila ta prva. Ker pomeni, naloga tistega, ki bo urejal celo stvar, je v tem, da zagotovi, da so pogodbeni pogoji taki, da nam zagotavlja kvalitetno obnovljeno šolo, ki nobene od teh težav, o katerih govorijo kolegi, ki jih bolj poznajo, kaj jaz, nima. In če imamo zagotovilo, da v tem bo tako, v tem primeru problema nimamo. Če pa tega niste naredili, če ste pogodbo že sestavljali, pa tega niste vključili, pa ga pa imamo. Zelo preprost. Hvala lepa. Besedo predajam Duškotu Pavžu. Duško, izvoli. Da nadaljujem tle, ki je Aleš Njihov. Ja, tako je, v tujini je res to, da se dost obnavlja pa to, a ne. Jaz sem hotel tle sam, zato sem predlagal, seveda podpiram to, ampak predlagal sem iz nekaterih izkušenj, glede, koliko bo to koštalo, a ne, pa da, ali nove gradnje. Se strinjam, sem isto podpiram to, da če bo tako, kakor je bilo rečeno, da bo narejen. Verjamem v to novo tehnologijo, tle bo predvsem prezračevanje, ker sem tudi jaz doma en tak problem, pa smo ga rešili, a ne. Važen je, koliko je že Aleš rekel, kako se bo pristopil, pa ker izvajalci bojo, pa kako se bo to naredili. Če se bo to kvalitetno naredili, predvsem tle je res, jaz mislim, da je največji problem ta vlaga, ki noter, pa ta fakt, ki noter prihaja, a ne. Drugače pa, tako sem rekel, podpiram to, a ne. Nismo pa, da bi bil proti teh gradnji, daleč od tega, konec koncev tudi moja hčerka gor uči, a ne, da ne bi, da bi se kaj s tem. Pa še to, ja, v dolini je bilo res zelo veliko narejenega, jaz mislim, da tle od nas svetnikov, kjer bi to, kaj rekel, bi zelo krivo ali pa bi obtoževal, kar bi leteli na tebe, podžupan, ker vem, da si ti res dal tle noter en velik trud in mislim, da ti je cela dolina hvaležna in jaz nisem slišal ene žal besede. So take, kaj bi kakšne, ampak to so tiste rostovži, kaj bi kakšen mu, a ne, kad se pol naprej dogaja. Tako da mi bomo to podprli in pa seveda hvala tudi tebi za to, kar si naredil. Hvala lepa, Duško. Besedo predajam Jožetu Korošcu. Jože, izvoli. Hvala lepa za besedo. Ja, zdaj stvar verjetno je pač, DIP bomo sprejeli danes, tudi jaz ga bom podprl. Verjetno bi se v tem mogla ali nova gradnja ali rekonstrukcija, kdaj je bilo to, koliko let nazaj se je to začelo pridobivati takrat gradbeno dovoljenje, da smo na isti točki, kot smo bili takrat pri Toma Brejca, ali pa Frana Alberta, ne vem, koliko gradbenih dovoljenj, ne. Vsake 2-3 leta verjetno ne moramo novega gradbenega dovoljenja iskati, ampak takrat ga pač dobimo, tudi če včasih mogoče kasneje misliš, mogoče bi pa boljš bilo to, žal je to, no, in jaz mislim, da res ustrezen nadzor, brez verjetno žaganja tega se pravi spodnjih sten, ki so iz kamna zidane, pa injekcije noter, injekcije verjetno ne bo šlo, jaz razumem, da se bo vse okrog odkopal, naredila se pravi ta izolacija in pa odvodnjavanje in pa drenaža, ampak mislim, da brez tega verjetno skoraj ne bo šlo, ker če so stene res toliko vlažne, bo potem tudi problem naprej gor, ker to vleče res naprej gor. Šola bo praktično res bo nova. No, jaz te stene, kar so zidane z zidakam, to je 100% dobre. Te stene so vrhunske in to bo še 100 let gregiral, ali pa mogoče še več. V tega sploh nimam. Sam res ustavil to vlago, drugače pa šola bo seveda praktično nova. Praktično bo vse zamenjano, kar se tiče same kurjave, jaz podpiram biomaso, ker to je danes vse
Se pravi, vse je to na daljinsko ogrevanje, mislim, se ogreva samostojno, tako da tle ni nobenih posebnih, nobenega dela v bistvu isto, pač temperatura je nastavljena in samo se vžiga, samo še ugaša in to ni nobenega zaradi tega in prav pa je, da se tudi iz teh gozdov ali pa kakorkoli, ali bo sekanci, ali bo pileti, da se pač ta stvar pokur, vedeli smo, koliko je gor že podrla gozda nazaj 2012 pa še prej in je za to zadevo seveda še posebej podpiram. No. Tako da, gledajte, pač toliko let je trajal, zdaj jaz sem za to absolutno, da se gor nekaj naredi s to šolo, jaz tele slike, ki sem gledal, jaz sam nisem bil sicer v šoli, ampak videl sem pa slike, kakšne so, tako da je to prav. Seveda, kakšna bi bila cena nove, kakšna je rekonstrukcija, verjetno res, ki je Duško rekel, tam, to je le objekt 10x18, ni to ne vem kakšen megalomanski objekt, to ima ena malo več hiša, tako da zdaj na malo več hiša se mora pa tudi narediti za milijon, tako da, ali rekonstrukcija ni starih hiš, ja pa nove, po moje tam. No. Zadevo podpiram in ne glede, da nazaj se ne moramo vračati in v nov gradbeni dovoljenje spet, ker potem bo še ne vem, 1 mandat, pa 2 mandata, a bojo razpisi. Ta sofinanciranje se mi zdi, da če bo tako, če bo to, kar je napisan, se mi zdi kar dosti v redu in tudi potem nekje bo občina to zmogla ostalo. Hvala. Jože, hvala lepa. Jaz bi sam še na koncu rekel tole, da zaključim tole razpravo. Tisk ne verjame, da se da stara hiša obnovi 300 let stara, lahko pride k meni domov na obisk, pa bom še kakšen per dal, pa te videl, kaj se da narediti. Hvala lepa. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta DIP, rekonstrukcija in prizidava PŠ Gozd. Glasujemo. Glasovanje poteka. Ugotavljam, da je sklep sprejet, za 29, proti nihče.